lokacijo smo zadovoljni, če se bo vse skupaj uresničilo. V preteklem letu, kar smo se na zadnji srečali, so se začela odpirati številna vprašanja, ne z naše strani, ampak z strani urejanja okolja. Tekom leta smo ta vprašanja nekako bolj ali manj uspešno reševali na lokalni ravni, zdaj pa je zadeva odstopljena Ministrstvo za okolje in prostor, ki mora pač podati svoje mnenje, svoje pogoje, potem ko pa dobimo to, pa gremo potem tu naprej. Postopki pač trajajo, zahtevni so in da bomo še vnaprej tako uspešno reševali tu vsaj na lokalni ravni te odprta vprašanja, ki so se zdaj pojavili. Mislim, da je 800-900 tak gospodinstev, tem je vernikov nekoliko več. Ljudje tudi sprašujejo, kdaj bo, pa bomo začeli, pa žal moramo odlagati in sicer pa se nam na ta način ponudi možnost, da počasi zbiramo denar za nakup. Končne cifre nismo si upali še napovedati in je tudi ne bi zaradi tega, ker financiranje nekako poteka od vernikov, z majhnimi prispevki lahko tudi naredimo veliko. Računamo pa tudi na kljub tej recesiji, po gospodarski krizi, na prispevke takšnih gospodarskih družb, večjih ali pa manjših, tudi teh, ki so v lasti naših vernikov. Večinoma pa računamo na ljudi, ki po malem, kljub temu, da ne živijo preveč lagodno, še vedno zmorejo nek znesek manjši odtegniti tudi za potrebce. Vsekakor je zdaj v tej prvi fazi nas skrbi zemljišče, potem sama gradnja, pa ne pričakujemo, da bi to bilo v roku enega leta vse realizirano, ampak že ko se določi točno zemljišče, ko bo naše in ko bojo projekti narejeni, bo zadeva veliko lažje stekla, ne glede na to, kako dolgo se zida. Jaz vedno pravim, da ne zidamo za svoje potrebe kot prebivalci, to ni hiša, to je za potrebe več generacij in tudi več generacij bo v to investicijo vlagalo postopoma. Nazadnje so tudi hram Svetega Save na Vračaru gradili dolga leta in se še vedno dela na tem, ampak pomembno nam je, da imamo svoj prostor, vsaj tisto zunanjost, da lahko se počutimo malce bolj domači kot na neki najeti lokaciji. Jaz moram povedati, da vedno in povsod moram pohvaliti sodelovanje z katoliško cerkvijo, ki je večinska in se tu mogoče kot večinska verska skupnost tudi najbolj prizadeva povezovati te verske skupnosti med sabo. In moram izreči pohvale zlasti z odličnim sodelovanjem z gospodom Škofom. Sicer pa z drugimi verskimi skupnostmi moram še vedno povedati, da se srečujemo redkeje, ampak ko pa so stiki, so pa korektni, prijateljski, razumevajoči. V bistvu ni zaznati, da bi bili kakršnikoli konflikti ali pa nasprotovanja, ki bi nas razdvajali. Vedno ugotavljamo, kaj nam je skupnega in kako si lahko medsebojno pomagamo.